Lep pozdrav, moje ime je Miran Peterman, sem energijski trener za uspeh. Danes bomo govorili o nivojih preobrazbe, nivojih transformacije. Vedno, ko želimo spremeniti neko stvar v življenju, ko želimo izboljšati neko področje, ko želimo doseči nek cilj, je prva stvar, ki se ponavadi vprašamo, česa ne vem, česa ne razumem, kakšno znanje moram dobiti. Ampak dejansko, če iščemo samo na področju znanja, se nam dostikrat stvari zataknejo. Poglejte, človek je večplastno bitje in če danes pogledamo samo nekaj plasti, prva stvar je v bistvu naše telo. To pomeni, če želimo narediti neko preobrazbo, se moramo vprašati, ali me moje telo podpira, ali je moje telo v dobri kondiciji, ali ima moje telo sposobnost, da dejansko lahko sledi moji preobrazbi. Ker dostikrat želimo doseči nek cilj, nek rezultat in dejansko pozabimo, zanemarimo na svoje telo. Naj gre to za spanje, naj gre to za prehrano, naj gre to za fizično kondicijo. To pomeni, naše telo je zelo pomembna komponenta. Potem naslednja stvar je naš to smo že pogledali, to pomeni je naše znanje in razumevanje. Informacije so v današnjem času, najbolj enostavne, ampak tisto, kar dejansko nam manjka in na tisto, kar bi vas mogoče opozoril, je razumevanje informacij. Ker kolikokrat se pogovarjam z ljudmi, ki konzumirajo neke informacije, ki berejo knjige, ki poslušajo in se udeležuje delavnic, predavanj, seminarjev, ampak se nikoli ne vpraša, kaj pa jaz od tega razumem, kako pa jaz to gledam, kako pa lahko jaz to apliciram v svoje življenje. Ker poglejte, tisti, ki imate otroke, otroci študirajo v šoli, se učijo. In prva stvar, ki jo opazimo, ko otroci grejo v šolo, dobijo nek seznam. In nek seznam literature, ki je točno v nekem določenem vrstnem redu, kaj dejansko je primerno in kako potem lahko napredujejo. Potem, ko smo odrasli, ko se rešimo teh obveznosti, ko se rešimo tega obveznega izobraževanja, potem gremo čisto naključno. Me je potegnila ta knjiga, me je to, v redu, vse je super. Super je, da to knjigo prebereš, dostikrat se v bistvu z svojimi učenci pogovarjam, super je, da preberete to knjigo, ampak mogoče ni pravi čas za to knjigo v tem trenutku. Mogoče bi bila ta knjiga boljša za kasneje, mogoče bi potrebovali še eno knjigo, ki bi vam pomagala, da razumete to knjigo in tako naprej. To pomeni, drug nivo naše preobrazbe je naš in potem je naša energija. Naša energija, naša vibracija je odvisna od tega, kako razmišljamo, kakšni so naša prepričanja, kakšne so naše vrednote. Energija je dejansko tista, ki jo na vseh področjih najbolj zanemarjajo. Recimo v podjetjih ima ogromno izobraževanje, kako pospeševati prodajo, izobraževanje o komunikaciji. Ampak na vseh teh zadevah, na vseh teh izobraževanjih govorijo samo o nekih tehnikah, govorijo o besedah, govorijo o nekem vrstnem redu. Nihče ne govori o odnosu. Če želim jaz nekaj prodati, moram spremeniti odnos do stranke, moram dejansko vibrirati več ljubezni. Če hočem partnerstvo spremeniti, moram spremeniti najprej odnos do sebe, da lahko cenim sebe, da lahko najdem nekaj dobrega pri sebi in potem, da lahko najdem nekaj dobrega pri partnerju. Kako lahko, partnerje pohvalite, če še sebe ne znate? Seveda včasih ljudi rečejo, jaz dejansko vse druge lahko pohvalim sebe, pa ne, to ni res. V bistvu pri drugih samo malo manj toleriramo, malo lažje toleriramo napake in smo manj kritični, zato lažje nekaj rečemo, kar pa dejansko ni, iskrena zadeva. To pomeni, naša energija, naš energijski nivo transformacije je zelo pomemben. Tako da dejansko, ko delate, ko se lotevate transformacije, morate gledati,
delate transformacijo samo na enem nivoju, ne, včasih se pogovarjam z nekom, ja, jaz imam pa coacha, ok, super, coacha, ja, v redu, kakšnega coacha? NLP, ok, NLP je zelo popularno. Glejte, NLP je vrhunska zadeva, glejte, kaj je recimo Tony Robbins, ampak Tony Robbins ima še bistveno drugih tehnik, kaj dela z NLP-jem. Ampak dejansko, koliko ljudi srečujem, ki delajo neko izobraževanje intelektualno, ne, ki mislijo, imajo coacha, ki ga vodi, ne, ampak dejansko nimajo pa coacha za življenje, nimajo pa coacha za odnose, nimajo coacha za odnose do sebe, nimajo coacha za energijo. Ne. In potem so razočarani, ker ni rezultatov, so razočarani, ker se ne znajdejo. Miram, imam coacha, ampak se ne znam odločiti, kaj bi v življenju. Imam coacha, pa ne vem, katera služba naj izberem in tako naprej. Tako da dejansko, ko se lotevate preobrazbe, prva stvar je, da razumemo, ne, da se zavedamo, da je človek večplastno bitje in če želimo delati, bom rekel, neko transformacijo. Dejansko sploh popolna transformacija ni mogoča, če ne spremenimo vseh nivojev, ker ponavadi je energija problematična. Pač spremenimo, mislimo, ne, sem začel drugače razmišljati, ampak bom rekel, naša vibracija je še vedno drugačna. Mislimo, da smo začeli drugače razmišljati. Ne. Ker plejte, recimo, če imate vi, bom rekel, ne vem, nek problem za sosedom, ne, in potem želite ta problem rešiti in potem pridete do nekoga, okay, kako naj se jaz sedaj pogovarjam s tem sosedom, kaj naj mu rečem, kako naj odgovorim, kako naj bom diplomatski in tako naprej. Ok, vse te stvari so v redu, lahko to delate, ampak če ne spremenite odnosa, ki ga imate do soseda, ta odnos seveda izhaja od odnosa, ki ga imate do sebe, potem dejansko vibracija, ki jo vi oddajete do tega soseda, bo še vedno ista. In dejansko seveda bo sosed, vi boste prijazni, navidezno, vi se boste delali, da ste prijazni, sosed se bo delal, da je prijazen, zato ker bo ravno tako čutil to vibracijo, isto v partnerstvu, isto povsod. Dostikrat gremo v preobrazbo, v transformacijo samo intelektualno, ne. Toliko stvari sem že naredila na sebi, toliko stvari sem že spremenila, ja, mogoče res, zagotovo, če se dela, ste spremenila, ampak v bistvu ogromno stvari pa je, ki jih pa še niste spremenila. Ne? In seveda pač v takih trenutkih moramo biti tudi dovolj ponižni, da lahko sprejmemo, da mogoče smo ogromno spremenili, mogoče pa ogromno še nismo. Ne? In če vemo, da pač so vsa področja, ki jih moramo pogledati, ne, naše, seveda pač bom rekel, tudi naše telo. Če hočemo postati nova oseba, ne moramo biti nova oseba v starem telesu. Ne. Ker dejansko naše telo je tista, ki nam daje, rekel, fizično energijo, ki nam daje zalet, ki nam daje motivacijo. In če ta stvar ne funkcionira, če smo ves čas utrujeni, če nimamo urejenega spanja, prehrane in tako naprej, ne, dejansko pač ne moremo delati neke preobrazbe. Ne. Naše telo, naš naš intelekt, znanje, razumevanje življenja in dejansko najbolj pomembno je, da skrbimo za svojo energijo. Ne. Zakaj toliko poudarjam, da ne bo neke, pač ok, jaz sem energijski trener za uspeh, ampak ni zato, da dejansko bom rekel, ne, vsak kovač svojo kobilo hvalja, nekaj takega se reče. Ne. Ampak dejansko jaz sem se začel ukvarjati z energijo, ko sem dejansko razumel, kako je energija pomembna. Ker v mojem, bom rekel, v preteklosti, v poslu, v življenju, kjerkoli sem bil, sem opazil, da ko sem imel energijo, ko sem imel dovolj energije, za pravo pozitivno energijo lahko kompenziraš ostale stvari. Tudi če ne znaš prodajati, če si pozitiven, če dejansko lahko vzpostaviš nek odličen odnos z osebo, lahko prodaš, ker prodaš za zaupanje, ne prodaš za prodajno tehniko. Zato je energija toliko pomembna. Zato tudi v odnosih, recimo, če ste, ne, najprej, ko spremenite odnos do sebe, odnos do življenja, ko spremenite svojo energijo, boste bistveno lažje spremenili, bom rekel, odnos, kot pa v bistvu, ko se boste vseh teh razlik moški, ženske in tako naprej naučili in tako naprej. Ne. Isto v prodaji. Ne. Ogromno ljudi se uči pač, ne vem, tisti
4 tipi, ne, kolerik, sangvinik in tako naprej. Ne. Vse te stvari so super, ampak dejansko, če te informacije imate, potem z vašim intelektom poskušate stvari prilagajati, kako se z nekom pogovarjati. Če pa delate energijsko, pa vi začutite in dejansko avtomatsko z energijo kompenzirate vse te stvari. Tako da, to je bilo eno sporočilo za danes. Želim vam eno čudovito transformacijo na vseh področjih. Ostanite čudoviti in se vidimo v naslednjem videu.